Draga dušica, pozdravljena. Tukaj s teboj sem jaz, nadangel Mihael. In povabim te, da spustiš vso svojo težo na podlago, na kateri sediš. Zavestno spusti mišice, zavestno izberi, da si težek. Popusti vse, kar držiš, spusti vse, kar misliš. V tem trenutku lahko izbereš. Lahko izbereš držati svoje življenje v svojih rokah, ga nadzirati in usmerjati. Lahko pa za ta trenutek izbereš predati vse v božanski tok in red. Tukaj s teboj sem jaz, nadangel Mihael, močan vodnik tvojega življenja. Sem kot ocean. Predstavljaj si ocean, njegovo mogočno energijo in visoke valove oceana. Takšna je moja moč, to je moja zavest. Vse, kar prosiš, da se nežno sprosti, odplaknem. Vse, kar prosiš, da k tebi pride, ti prinesem, dostavim. Moja energija je moč, sprostitev in uspeh. In tukaj sem kot energija oceana, kot globoko, temno, mogočno morje. Povsod okoli tebe s svojo zavestjo in prisotnostjo. Lahko si predstavljaš, če ti bo lažje, kako lebdiš na nežnih valovih oceana, kako je globoko, modro morje povsod okoli tebe. Varen si, lahko se prepustiš, lahko dovoliš. Ničesar ne potrebuješ držati, nobene misli se ne potrebuješ oklepati. Dovoli, da vse je, kot je. In zdaj ti jaz, nadangel Mihael, prinašam priložnost, da očistiš svoje eterične vezi, svojo energijo, s katero si pripet na situacije, v katerih čutiš, da se ti je zgodila krivica, v katerih nisi pomirjen, ker nečesa nisi dobil ali nekaj ni šlo v smer, ki si jo želel. In ker vem, da je več situacij, za katere želiš storiti to čiščenje, te povabim, da zdaj v svojo zavest prineseš vse situacije, za katere želiš očistiti svojo premočno navezanost. Torej povabi situacije v prostor pred teboj, v katerih nisi pomirjen, s katerimi nisi sproščen, v katerih čutiš vsaj malo, da se ti dogaja krivica. Ni potrebe, da vstopaš v izkušnjo, samo prinesi jo v prostor pred seboj. Kot da vzameš iz svoje preteklosti neko zgodbo in jo kot nalepko nalepiš na steno, ki je pred teboj. Morda tvoja duša že ve, da nisi žrtev. Pa še vedno včasih se v teh situacijah počutiš, da si. V redu je, samo prinesi te zgodbe v prostor pred seboj in jih nalepi kot nalepko na steno, ki je pred teboj.
Dovoli, da vse misli, vsi občutki, vsa čustva, vse v tem trenutku izgubi svojo moč. Ničesar se ne potrebuješ oklepati, vse lahko samo spustiš in dovoliš. In zdaj pusti vse te zgodbe tukaj, ti pa se samo obrni v svoji vizualizaciji s hrbtom proti tem izkušnjam. Kot da se obrneš s hrbtom proti steni, na katero si pravkar nalepil nalepke, zgodb, v katerih čutiš, da se ti dogaja krivica. Začuti, kako se obračaš. In zdaj dovoli, da so te zgodbe za teboj. Vso svojo pozornost zdaj v sredino svojega trebuha, v svojo točko osebne moči, ki se nahaja 10 cm nad tvojim popkom. Tukaj je center, iz katerega se širijo eterične vezi do teh izkušenj, ki si jih nalepil na steno. In zdaj ti bom jaz, nadangel Mihael, pomagal očistiti tvoje vezi s situacijami. Kar storiš je, da nežno podrgneš dlani skupaj in to storiš zdaj. Neseš svojo desno dlan na svojo točko osebne moči 10 cm nad popkom in začneš s krožnimi gibi čistiti svojo točko osebne moči. Nežno, ljubeče, drgniš v eno smer in dovoliš, da se zdaj v tem trenutku čistijo vse tvoje eterične vezi, ki so povezane z vsemi situacijami, ki si jih nalepil na steno. Nežno drgneš in lahko čutiš, kako se tvoj trebušček segreva. Lahko celo čutiš bolečino, ki je fizična reakcija, odziv telesa na sproščanje teh eteričnih vezi. Dihaš, dovoliš in nežno drgneš. V krožnih gibih pozoren si na dih, ga ne zadržuješ, nežen vdih skozi nos, izdih skozi usta. Dihaš in dovoljuješ, da se zdaj čistijo, odpenjajo, sproščajo, rahljajo eterične vezi do situacij, ki si jih nalepil na tvojo steno. Nato pa nežno, ponovno podrgneš dlani skupaj. Vzameš levo dlan, jo neseš na svoj trebušček in zdaj v drugo smer kot prej začneš krožiti z levo dlanjo. Dihaš, vdih skozi nos, izdih skozi usta. Sproščaš, čistiš eterične vezi, ki so pripete nate. Spuščaš navezanost na te zgodbe, na te nalepke. In lahko boš čutil v trebuščku napetost ali občutek slabosti. V redu je. Samo dovoli, da se eterične vezi počasi očistijo in sprostijo. Jaz, nadangel Mihael, ti pri tem pomagam. Tukaj sem s svojo energijo, da čistim te vezi zate in s teboj. Dihaš in čistiš. Nato pa nežno spustiš dlani v naročje in samo začutiš svoj trebušček. Začutiš svojo točko osebne moči in prepoznaj, ali je na njej bolečina, je morda lažja, lahkotnejša ali čutiš večjo težo.
Samo prepoznaj, ni prav ali narobe. Samo prepoznaj. In za zaključek še enkrat podrgneš dlani skupaj, jih namagnetiš. In zdaj najbolj čarobni del. Neseš dlani pred usta, vpihneš svoj dih duše. In položiš dlani na svojo točko osebne moči. Ena preko druge. V tem trenutku se tvoje eterične vezi do teh situacij, do teh ljudi napolnjujejo s tvojo dušno energijo. Lahko si predstavljaš, kako kot po nekakšnih kablih zdaj poteka čaroben sijaj, zlata svetloba preko vseh teh eteričnih vezi do situacij, do ljudi. Tudi če so to zgodbe iz preteklosti, se zdaj tvoja vez do odnosa, do situacije, do osebe napolni s tvojo sedanjo vibracijo, dušno energijo in zavestjo. Nežno dihaš in opazuješ, kako se tvoj trebušček pomirja. Prav čutiš lahko, kako počasi postaja bolj prijeten občutek. S prvim delom, ko si zdrgnil svoj trebušček, si pravzaprav počistil eterične vezi. Nisi jih odrezal, nisi jih razdrl. Kar si storil je samo, da si spustil vez, ki je prej obstajala in si to vez napolnil svojo dušno energijo. S tem, ko dlani držiš na svojem trebuščku na tak način, zdaj polniš svojo vez do situacij s tvojo ljubeznijo, s tvojo dušno energijo. In to vajo lahko kadarkoli ponoviš. Jo bomo še enkrat ponovili skupaj za novo situacijo. Spusti zdaj dlani. A preden nadaljujemo, obrni se v svoji vizualizaciji nazaj proti steni. Proti tisti steni, na kateri so bile tvoje zgodbe. In samo poglej si in ozavesti, koliko manj je zdaj čustvenega naboja. Koliko več je dovoljevanja. Samo prepoznaj. Na neki točki boš lahko gledal v te situacije in boš rekel, ja, to so izkušnje mojega življenja, ja, to so zgodbe, ampak nimajo moči nad mano. Prav zdaj, draga duša, si vzel moč nazaj k sebi. Mar ni čudovito? In poglej zdaj v ta svoj plakat oziroma v to steno, kjer so te situacije. In poglej v situacijo, ki ti je trenutno najbolj boleča, tudi če se ti zdaj zdi, da ne čutiš velike čustvene navezanosti na njo. Izmed vseh teh nalepk izberi eno, ki ti je najbolj globoka, najbolj močna, s katero si najmanj pomirjen v življenju. Zavej se je, izberi le eno. In zdaj ponovi vajo. V vizualizaciji se obrneš okrog s hrbtom proti situaciji, obrneš se stran, zato da jo ne čutiš. In zdaj, v tem trenutku, ti bom jaz, nadangel Mihael, pomagal očistiti tvoje vezi s to situacijo, konkretno in edino s to situacijo. Zato, da boš lahko prinesel sprostitev, razrešitev in premik v konkretni situaciji. Podrgneš dlani skupaj, namagnetiš.
Moja vibracija zdaj napolnjuje tvoje dlani. Vzameš desno dlan in začneš drgniti svoj trebušček. Dihaš, vdih skozi nos, izdih skozi usta. Drgneš, čistiš eterične vezi. Dovoliš, da pride svoboda v to situacijo, da pride do razrešitve, da se spusti tvoj upor, vse, kar izsiljuješ, kar hočeš na silo. Naj gre, naj pride svoboda, naj se zgodi po najboljšem, najvišjem božanskem planu. Ponovno podrgneš dlani. In zdaj z levo dlanjo v drugo smer. Drgneš svoj trebušček z ljubeznijo, nič nasila. Dihaš. Še zadnjič podrgneš dlani skupaj. Neseš proti ustom, vdahneš tvojo dušno energijo. Neseš na svoj trebušček. Zdaj spustiš po vseh eteričnih vezeh svojo dušno vibracijo, svojo trenutno energijo, svojo trenutno zavest. Kot po kablih se zdaj širi v to konkretno situacijo ta tvoja nova energija in jo oživlja, prižiga. Kot da bi z gumbom prižgal vse lučke na smrečici, tako se zdaj napolnjuje ta situacija s tvojo novo vibracijo. In tvoja spremenjena energija in tvoja spremenjena zavest bo dala zagon tej situaciji, da se razreši. Ker jo boš gledal z drugačnimi očmi. Ker boš videl, da si ti drugačen v njej, kot si bil, ko se je skreirala. Ker boš izmojstril biti vodja, svoj kralj ali kraljica v tej konkretni situaciji. In zdaj nežno spusti dlani v svoje naročje in se obrni v svoji vizualizaciji nazaj, da pogledaš na steni to nalepko, to situacijo. In samo zavesti, kako se počutiš zdaj v odnosu do nje. Ali lahko vidiš, kako si ti večji od te situacije? Ti si kreator te situacije, če hočeš to verjeti ali ne. In kot kreator te situacije si tudi tisti, ki lahko in zmore kreirati napredek oziroma razrešitev te situacije. In zdaj, kaj je tisto, kar potrebuješ storiti, da se bo ta situacija premaknila naprej, sprostila, razrešila, osvobodila? Dajem ti prostor, da izbereš svoj simbol. Izbiraš lahko med trikotnikom, krogom in kvadratom. Začuti, kateri simbol najbolj vibrira s teboj v tem trenutku. Trikotnik, krog ali kvadrat. In tisti lik, ki ga izbereš, si predstavljaj, kako narišeš okoli te nalepke, ki si jo dal na steno. Kako to situacijo obkrožiš, ali jo daš v kvadrat, ali pa v trikotnik. Kako ji daš to vibracijo tega lika. In ko boš doma, kar storiš je, da za to situacijo
točno to storiš. Ne potrebuješ risati po stenah, naredi pa na list. Napišeš to situacijo in jo ali obkrožiš, ali ji daš kvadrat ali trikotnik, tisti lik, ki si ga zdaj začutil, in omejiš to situacijo s to vibracijo. Oziroma drugače povedano, prineseš vibracijo tega lika okoli te situacije. In zdaj razlaga. Vkolikor je najmočneje s teboj zavibriral krog, je tvoja ključna energija oziroma delovanje v tvoji situaciji, zdaj samo poslušaj, je tvoja ključna energija oziroma delovanje v tej situaciji potreba po povezovanju vseh delčkov skupaj. Ti vidiš samo en delček, fokusiraš se samo na en del te zgodbe in si nezadovoljen, ker ne vidiš cele slike. Življenje te vabi, da resnično pogledaš, s čim vse je ta situacija povezana in začneš sestavljati, kot da bi nizal bisere na ogrlico. Začneš sestavljati celo zgodbo, ker ta situacija ni osamljen primer. Tako kot se počutiš v tej situaciji, ta zgodba se ti je že kdaj ponovila in se ti še ponavlja, ker je nek ključen povezovalni element. Nečesa še nisi izmojstril v odnosu do sebe, zato se to ponavlja zate. Zato išči celoto in videl boš, kaj je tisto, kar potrebuješ izmojstriti v odnosu do sebe. Nekje pozabljaš nase, zato so se nanizale situacije, tudi ta, da te pride to naučiti. Če si izbral trikotnik, ker je trikotnik najmočneje zavibriral s teboj, je tvoja ključna naloga v dani situaciji, tudi če se je že zgodila v preteklosti, da prepoznaš, kako te je ta situacija oziroma kako te ta situacija, če še vedno je v teku, fokusira. Učite fokusa. Učite odločnosti, izbiranja. Želi, da si fokusiran, osredotočen, da izbiraš iz sebe, da ne greš kar po vrsti in razdeljuješ svoje energijske medalje in razpršuješ svojo energijo, ampak da zares greš samo za tem, kar je tvoja top izbira. In ta konkretna situacija te točno tega uči. Skreirala se je, zato ker nisi izbiral to, kar je tvoja top izbira, ampak si razdeljeval svoje energijske medalje, si razprševal svojo pozornost. Torej, tvoja naloga v tej situaciji je fokusirati energijo. In fokusiraš jo lahko na zelo ljubeč način. Fokusiraš pozornost, usmerjaš tja svojo energijo, delaš korake v to smer in torej se učiš prioritiziranja sebe. Prepoznavanja, kaj je v posameznem trenutku tvoja prioriteta. Ko to izmojstriš, ta situacija izgubi naboj in ni več potrebe po njej, zato se transformira. Če si začutil, da je kvadrat znak, ki najbolj vibrira s teboj, potem ta situacija, v kateri si, kliče po povezovanju tebe z ljudmi. Osamil si se, oziroma povezuješ se samo z določenimi ljudmi. Ta situacija pa za razrešitev potrebuje, da si odprt, pretočen, družaben in ne samo to, da se družiš. Samo druženje ni tako zelo pomembno. Kar je pomembno, je, da se naučiš širiti svojo energijo, širiti svojo zavest, deliti to, kar ti si. Ta konkretna situacija se je ustvarila, zato ker je pomanjkanje tebe v tvojem svetu. V smislu, da premalo daješ sebe ven. In ko govorim o dajanju sebe ven, v resnici se nanašam na to, da selekcioniraš, s kom si pristan in s kom ne.
selekcioniraš, s kom boš igral en vidik sebe, s kom boš kazal drugi vidik sebe. Pozabljaš pa, da cel ti si cel paket in vsi ljudje v tvojem svetu potrebujejo vse, kar ti si. Tudi, če tvoj misli drugače. In tvoja naloga je v tej konkretni situaciji se povezati z ljudmi, ki kreirajo to situacijo s teboj, pokazati vse svoje barve, biti popolnoma pristen, avtentičen, iskren, čuteč in ljubeč. To je tisto, kar bo razrešilo to tvojo situacijo. Nisi osamljen otok, tukaj si postavljen na ta planet, v to družbo, med te ljudi, z namenom, da točno to vibracijo, ki jo ti prinašaš, podeliš. Zato ne drži se nazaj. In zdaj v zavedanju tega okoli tebe razpenjam zlat energijski obroč. Naj ta zlata vibracija ustvari zate novo situacijo v tej konkretni zgodbi in v vseh nalepkah na tvoji steni. Ob zaključku te povabim, da vso svojo energijo prineseš v svojo trtico. Vdih skozi nos, z izdihom skozi usta, prineseš svojo energijo v trtico. Vdih skozi nos, vdih skozi nos, še zadnjič, vdih skozi nos. In si predstavljaš, kako se obesi težka utež na tvojo trtico, povleče vso energijo dol. Dol vate, dol v tvoje telo, dol v tvojo fizično bitje. Z ljubeznijo sem tukaj zate in te povabim, da počasi in nežno prebudiš svoje telo. Prstke na rokah, prstke na nogah, vrat, glavo, ramenski obroč. Prebudi se, premakni se. In ko boš pripravljen, nežno odpri svoje oči.